Četrtkova seja tržiškega občinskega sveta je na dnevnem redu zajemala kar 8 točk, ki so jih predelali v rekordnem času. Največji poudarek konstruktivne debate je predstavljal proračun za leto 2017. Prvi proračun, a najbrž tudi edini za leto 2017, s katerim namenjamo več sredstev za vrtce, več sredstev za pomoč ostarelim na domu, več sredstev za šport, tudi za delovanje oziroma gradnjo gasilskega društva. Ne predvidevamo dodatnega zadolževanja, sredstva pa jemljemo iz tistih investicijah, kjer občini zaradi različnih razlogov in birokratskih ovir še ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja. Tak projekt je rušenje upravne stavbe BPT, pa recimo nadstrešnice na deponiji, pa 2 krajša kanalizacijska odseka, velja pa tisto že večkrat dana obljuba, da seveda te investicije, za katerih izvedbo ta trenutek še ni pogojev, prestavljamo v leto 2018 in so v tistem rebalansu prednostna naloga. Ena izmed 8 točk dnevnega reda je bila tudi prodaja Peka. Giganta Peko ni več v stečajnem postopku, ki teče relativno normalno, je občina tudi ima predstavnika predsedujočega v upniškem odboru. Postopki potekajo v skladu s pričakovanji, največ si pa v Tržiču obetamo od prodaje poslovnih stavb. Želimo, da dobijo prave, dobre, stabilne lastnike, kajti prostori Peka so v odlični kondiciji, omogočajo takojšen začetek del in tako, da z nestrpnostjo čakamo prve dražbe, ki bodo mogoče že do konca letošnjega leta. Podjetje PGP, invalidsko podjetje, ki pa je bilo prodano, pa deluje, kar je za Tržič dobro sporočilo, zame osebno ni ključnega pomena, koliko se bo dobilo sredstev v stečajni masi, ampak se mi zdi dragoceno in pa pomembno, da proizvodna podjetja, ki ima naročila, ima perspektivo, ostane in da se seveda podjetje konsolidira in reši iz poslovnih težav. Ostale točke so zajemale razpravo o denacionalizaciji zemljišč v Ročevnici, predlog pravilnika programa o sofinanciranju ljubiteljskih dejavnosti v občini Tržič in o napredku sanacije krajev, ki so jih prizadele poplave izpred 10 let, ter o sredstvih za zdravstveni dom Tržič.